V zadnjih letih je beseda tapkanje iz angleške besede tapping postala sopomenka za različne učinkovite tehnike samopomoči, katerih skupni imenovalec je stimulacija določenih akupresurnih točk z rahlim dotikanjem prstov. S tapkanjem po teh energijskih točkah po telesu ob sočasni uporabi primernih trditev in vizualizacij škodljive zapise brišemo iz naše energijske matrice. Na ta način se njihovo destruktivno delovanje dokončno prekine, informacija o vzroku težav izgine, torej tudi težava ne more več obstajati. Tapkanje v predelu, kjer se končajo energijske poti meridiani, privede do korenitih sprememb v čustvenem in fizičnem počutju človeka. Po uravnoteženosti energije meridiana izgine negativna napetost. Tehnike EFT je ustvaril Gary Craig in omogočajo globoko in dokončno osvobajanje energijskih vozlov, starih travm in negativnih vzorcev, ki se običajno nahajajo v našem energijskem sistemu in povzročajo vsa možna negativna stanja, kot so stres in anksioznost, strahovi in fobije, škodljiva obnašanja, med katere lahko štejemo zlorabo hrane, alkohola ali drugih neprimernih substanc, stagnacija in depresija, fizična neravnovesja, bolečine in posledično vsemu temu nastajajoče bolezni. O metodi EFT se da marsikaj prebrati na spletnih straneh, knjigah ali se o tem poučiti in praktično poskusiti na organiziranih delavnicah, ki jih izvajajo za to usposobljeni EFT izvajalci. V Slovenskih Konjicah je v sredo 20. marca v poznih popoldanskih urah Mojca Zorman v mali avli Doma kulture v Slovenskih Konjicah številne obiskovalce navdušila svojo nazorno predstavitvijo. Metodo EFT je nekako iznašel, sestavil gospod Gary Craig, ki je diplomiral na Univerzi v Stanfordu, je inženir in po dolgoletnih raziskovanjih in po študiju različnih stvari je nekako v sodelovanju z drugimi znanstveniki, psihologi, terapeuti je sestavil pač to obliko. Zakaj ravno to? Zakaj ravno pač ta EFT? Ker je najbolj preprosto si zapomniti. Metoda je zelo preprosta, različne takšne podobne metode so, ampak ta je zelo preprosta si zapomniti. Mi na kratko rečemo temu tudi tapkanje. Zakaj? Ker tako boste potem tudi videli, tapkamo po določenih točkah na našem telesu in si s tem pomagamo. Tako da jaz bom zdaj verjetno večinoma uporabljala besedo tapkanje. Mogoče bom zdaj rekla EFT, ampak to je vse eno in isto. Na kratko pač pri nas se nekako ta izraz uveljavi tapkanje. Torej, to je zelo moderna metoda, kot bi lahko temu rekli, saj je priročnik, ki je tukaj tudi na mizi, nastal leta 1996. Ta gospod Gary ga je napisal. In kaj je zanimivo pri tem in zelo dobrodošlo, ta priročnik je brezplačno dosegljiv čisto vsakemu človeku. Preveden je v različne jezike in recimo na spletni strani EFT Slovenija ga najdete in si ga pač lahko prenesete in tudi stiskate. V njem je ravno dovolj informacij, da si lahko sami pomagate, da se ponovite in da lahko vsak dan ali kadarkoli je pač potrebno sami tapkate. Torej, ta moderna terapija meridianov, kot je bila na začetku poimenovana, temelji sicer na marsikateri noviteti in pa tudi je povezana z staro kitajsko medicino, za katero pa vemo, da sega tisočletja že nazaj in ravno ti meridiani so tukaj zraven povezani. Ta metoda je metoda samopomoči. Torej, s to metodo si vi sami lahko pomagate. Ker je pomembno, kot veste, da najprej si moramo pomagati sami in da je prav, da vedno najprej poskrbimo sami za sebe, ker potem bomo lahko pomagali tudi ostalim ljudem. Ta tehnika nam omogoča, da si lajšamo različne fizične bolečine, da manjšamo zaskrbljenost, da premagujemo strahove, fobije. V bistvu je takšna, imamo več različnih izrazov, ljudje so sami na osnovi tega, ko so delali, ko so tapkali, so poimenovali to tehniko na različne načine
Ena od teh je, da je to kot akupunktura, samo brez igel. Ali pa akupresura, samo da se pač tapkamo, se ne pritiska, ampak se tapka. Je tudi masaža, v bistvu je nekaj vrste masaža. Je tudi kot meditacija, samo da pač pri tej meditaciji zraven govorimo, kot boste videli. Verjetno že eni veste, ali pa večina vas, da meditacija ni samo tisto, ko v tišini sediš, pa ne smeš na nič misliti. Ker takrat tak vse drugo mislimo, samo na nič ne. Tako da različna poimenovanja so, različni izrazi, ampak vsi povejo pravzaprav eno in isto, da pomagamo sami sebi in še kaj je zelo pomembno. V to ne rabite verjeti. Tudi če ne verjameš, da to deluje, deluje. To je tisto, kar je najbolj tudi zanimivo. Za to tehniko ne rabite biti poduhovljeni, ne rabite imeti ne vem kakih šol za sabo, duhovnih ali ne vem kakšnih tečajev in seminarjev. To lahko dela čisto vsak. To lahko delate tudi z otroki, starejšimi, to lahko naučite tudi otroke. Res, za čisto vsako težavo, za vsak problem, karkoli pač je, se lahko poslužite tapkanja. Vedno. Povsod. Roke imate vedno zraven. Pa vaše telo je vedno tukaj. Danes boste spoznali točke, ki so pomembne, ki jih mi tapkamo. In to je v bistvu to, ta bistveno. Zdaj pa samo še na malo znanstvene razlage. Metoda je nastala na predpostavki, da je vzrok za vsa negativna čustva, ki jih mi začutimo. Poznate, jeza, strah, bes, žalost. Za vsa ta čustva je kriva motnja v našem energetskem sistemu. Po našem telesu teče elektrika, to je dokazano. EEG pa EKG. To verjetno ni nič spornega. To vsi verjamete, upam. In meridiani so tudi ta nevidni dokaz te elektrike. Meridiani so pravzaprav ti električni tokokrogi po našem telesu. Z različnimi dogodki v našem življenju, z različnimi travmami, so se v tej našem električnem tokokrogu naredile motnje. In te motnje so krive za vsa ta naša negativna čustva, ki jih doživljamo občasno, nestalno. Pride kakšen dogodek, kakšna misel, spomin in takrat ta misel povzroči kaj? Da se slabo počutimo. Naenkrat občutimo neko jezo, eno slabo čustvo, ki nam ne naredi veliko dobrega. In zato, pravi Gary, je kriva ravno ta motnja, ki je tu nekje v nas ostala od že ne vemo kdaj. Ker življenje gre naprej, ampak tista motnja ostane. Kljub vsemu, mi se tega ne zavedamo, ampak tu nekje okrog nas, v tem našem energetskem sistemu je nastala in je ostala. In EFT je orodje, tapkanje je orodje za odpravo te motnje. In ko mi to motnjo odpravimo, potem več ni tistega negativnega čustva, ki ga ob določenem spominu, dogodku občutimo. To je to. Odpravljamo motnje. Vsi zbrani so se imeli možnost naučiti, kako to izjemno dragoceno tehniko samopomoči uporabiti, da bi s tem pomagali sebi in svojim najdražjim in jim pomagali doseči bolj sproščeno in navznoter svobodno življenje.